Dober dan. A lahko samo lepo, prosim, malo zmotim? Upam, da so me napotili v pravo učilnico. In sicer moja naloga je, da rešim vprašanje, ki se mi je porodilo v branju časopisa. Pisalo je namreč, da se v velenjskem vodu preteka divodikov oksid. In sedaj me zanima, ali je to zelo nevarno. Kaj to pomeni? Da tega ne smemo več piti vode ali kaj? No, mislim, da si na pravem mestu. Tule smo danes sami kemiki, bodoči znanstveniki in tako naprej. Imamo tudi kemika, ki mislim, da ti bo z lahkoto pomagal, ker je bil državni prvak med osmošolci letos in sicer to je Tilen. O, državni prvak, v čem pa? Mogoče v eksperimentiranju, v kemiji, kako to gre? Ja, Tilen je dosegel zlato Preglovo priznanje med osmošolci in sicer 100% vse točke, torej odličen kemik, ampak moram pohvaliti vse ostale tule, vsi so dobri kemiki, vsi radi eksperimentirajo in sploh na naši šoli smo po kemijskih dosežkih zelo uspešni. Če malo naštejem, lani se je uvrstilo na državno tekmovanje za zlato Preglovo priznanje kar 9 učencev in smo imeli celo 6 zlatih priznanj, pa 3 srebrna. Predlani tudi zelo dobro 10 učencev, tega mislim, da je bilo 5 zlatih, pa tudi nekje 5 srebrnih in smo že tudi imeli 3. mesto, 2. mesto, 4., ampak letos imamo pa res odlično 1. mesto in smo zelo ponosni. Sicer pa na naši šoli deluje izbirni predmet, poskusi v kemiji, to imamo ravno danes, ko ste prišli k nam, imate srečo. Tudi kemija v okolju, to je pa za devetošolce. Vsako leto imamo zelo polne skupine, kar po 2, tako da mislim, da imamo kar radi kemijo, ne? Potem, če ste tako pridni, pa bi vas prosila, če mi lahko pomagajo razrešiti to vprašanje. Tilen, kar pridi, pa mislim, da ti bo z lahkoto pomagal. Torej, Tilen, izvedeli smo že, kako uspešen kemik si, da si na tekmovanju dosegel vse možne točke, pa me zanima, kako ti je to uspelo. Ja, to seveda ni bilo najbolj lahko, z veliko trdega dela in učenja in tudi malo sreče. Pa me zanima, ali ti je bilo vse to znanje položeno v zibelko, ali si si res čisto vse priučil sam? Ja, večinoma sem se priučil sam in to pri urah naravoslovja in kemije, nekaj pa tudi z oddajami na Discovery Channelu. Torej, kaj vse počnete pri kemiji, pri biologiji, pri izbirnem predmetu? Ali samo računate iz periodnega sistema ali tudi kaj eksperimentirate? Večinoma računamo in obravnavamo teorijo, kot so na primer atomi, spajanje atomov, nekaj pa tudi eksperimentov. Pa torej mi boš lahko pomagal razrešiti to moje vprašanje? Ja, seveda, samo nekaj časa bo trajalo, zato ker pogledajte, kaj bodo delali moji prijatelji. Kaj pa se je tukaj zgodilo? Kaj ste pravkar dokazali? Pravkar smo dokazali, da če zmešamo milnico in vodikov peroksid, se začne sproščati energija in s slečo trsko lahko tudi dokažemo, da se sprošča kisik. Tilen, kaj si uspel ugotoviti? Kaj si napisal na tablo? To je kemijska formula, ki pove, da je divodikov oksid enako H2O, torej voda. To se pravi, da po velenjskem vodovodu ne teče nič nevarnega. To je pravzaprav vsakdanja snov? Seveda. Tilen, kaj se je zgodilo, če česarkoli v zvezi povezanega s kemijo nisi razumel? Kdo je potem priskočil na pomoč? Ponavadi to najprej sam pomislim, potem pa pogledam malo v učbenik. Če ne, pa vprašam učiteljico za mnenje. Tamle se že nekaj dogaja, pa mi povej, kaj počne tvoj prijatelj. Ja, pri tisti mizi tam dol delajo milne mehurčke z ogljikovim dioksidom, pri tej prvi mizi bomo pa delali pasto za slone. Če je pa že tako, potem pa vam vse praške, zvarke, milnice in vse ostalo prepustim vam in vašim rokam.
In kaj ste dokazali tukaj? Tukaj smo naredili enak poskus kot tam, vendar z več barvila in na bolj zanimiv način. In kako se imenuje ta poskus? Zobna pasta za slone. Pa kaj je to res zobna pasta? Je tako močna, da bi tudi slonu lahko očistili zobe? Ja. Tukaj pa se veliko kadi, kaj pa počnete? Ja, naredili smo poskus s suhim ledom, to je trden ogljikov dioksid. Tilen, izvedela sem, da nisi samo perspektiven kemik, ampak sem izvedela, da imaš tudi druge hobije. Kaj poleg kemije še obvladaš? Res je, obvladam tudi tolkala in treniram odbojko v odbojkaškem klubu Šoštanj Topolšica. Pridi, ti bom pokazal. Tilen, kaj pa je sedaj to? Torej, glasba ali kemija, kaj je tvoja prva ljubezen? Ja, nisem še glih odločil, pa meni je oboje pri srcu. Kako dolgo pa že igraš tolkala? Igram že slabih 7 let. Torej, vse skozi govoriva o tolkalih, pa me zanima, katere instrumente vse obvladaš? Zdaj obvladam še samo tolkala, želim pa se tudi igrati na kitaro. Pa že mogoče sodeluješ v kakšnem orkestru ali pa manjši zasedbi? Ja, igram kar v 4 orkestrih. To v godbi premogovnika Velenje šole Frana Kurana Koželjskega Velenje, potem mlajšemu pihalnemu orkestru Velenje glasbene šole Frana Kurana Koželjskega, big bandu glasbene šole Frana Kurana Koželjskega in godbi Hramše. Talentiran si tako za glasbo kot za kemijo. Kaj pa zahteva več vaje? Jaz bi rekel, da tolkala, saj se potem že s časom težje pesmi in tehnike. Kakšna pa je tvoja glasbena prihodnost? Boš mogoče bobnar v kakšnem rock bandu ali kaj podobnega? Vsekakor bi raje bil bobnar v rock bandu. Že morda igraš tudi tako nastopaš kje, da se rad predstaviš tudi publiki? Da, do zdaj sem imel že veliko nastopim, tudi 2 tekmovanja. Na regijskih sem dobil zlata priznanja, na državnih pa srebrna. Pred 2 letoma na zadnjem državnem tekmovanju sem zasedel zelo dobro 4. mesto, da sem zelo ponosen na sebe. Ne, ni se potrebno bati. Jaz ne bom igrala bobnov. To sem prepustila zelo talentiranemu glasbeniku Tilnu, ki pa poleg glasbe obvlada tudi kemijo.